Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, z menoj nocoj edinstveni tenorist, pevec, glasbenik in predvsem človek z veliko. Gregor Ravnik, dobrodošel. Čau, živijo. Sem te lepo napovedal. Zelo lepo. Ne vem, če me še kdo tako lepo. To so edine stvari, ki jih vadim. So te napovedi. Ja, ker vse ostalo berem z teksta. Te napovedi pa vadim, ker jih moram lepo. Najprej dobrodošel v Vis-a-vis. Hvala lepa. Kako se imaš, kako se počutiš? Super. Eno tako se mi zdi, da je lepo obdobje okoli mene in sem vesel za to. Najprej iskrene čestitke. Hvala. Razprodan Cankarjev dom Galosova. Je kar posebna čast in privilegij in... In zakaj? Zaradi tega, ker samo eno leto nazaj si imel prvi samostojni tak večji koncert. Ja. večji koncert. Zdaj pa povej, Ja. kako človeku to rata, ker jaz sem prepričan, da marsikdo to gleda, ki bi si želel recept. Nimam recepta, če je kdo pričakoval recept. Dobro. Mislim pa, da nekako z svojo ekipo delamo dobro, upam, da delamo dobro, imamo ob sebi res krasne ljudi in predvsem fokus moj je mogoče zdaj res v glasbi. Študiral sem tudi na medicini, dentalno medicino, torej sem tudi zobozdravnik po izobrazbi. K tem se bomo še vrnili. Ja. To me je šokiralo. Ampak, no ni tak šok. Dobro. Ampak sem pa to mogoče zdaj malce opustil in dal res fokus na tisto, kar mi je bilo vedno mogoče prvo, pa nisem dajal prednosti, Ja. zdaj pa dam prednosti. In se mi zdi, da ta fokus je mogoče tisti ključen se zgodil v zadnjem letu, mogoče v zadnjem letu in pol. Ta premik v 100% glasbo. Tako, to. Se zbudiš, kaj? Kava, solfeggio, opevanje? Ne, solfeggio, ne vem, če sem ga imel tako rad tudi na akademiji. Aha. No, ne, mislim pač Ampak ja, solfeggio vaje. Tako, mislim, vadimo itak vsak dan, nekako sem itak opet v glasbo skozi vsak dan. In kar se tiče opere, in kar se tiče pop glasbe, moje glasbe, drugih projektov. Tako da sem nekako prepleten z glasbo od jutra do večera. Kako povezuješ, se pravi, ta nek fusion, se pravi, med opero, med pop glasbo? Ti je bilo to vedno naravno? Ali si imel kakšne izdelane ideje v tem smislu? Mogoče mi je bilo vedno naravno, nekoliko naravno. Ne? Jaz sem vedno črpal vse, kar znam v popu, vso tehniko, pa tudi interpretacijo mogoče. Ja. Iz klasične glasbe. Jaz vedno pravim, da je klasična glasba je neka osnova za celotno petje. Zame, kar se tiče petja, je bila vedno klasika neka osnova, baza, Ja. na kateri sem gradil potem vse druge stile, ne? Ker inštrument je le en, Ja. ti pa potem stilno se lahko spopadaš in podajaš v druge stile, to pa ne pomeni, da je tvoj inštrument zaradi tega nek spremenjen ali pa ga drugače uporabljaš. Okay. Kateri je pa tvoj najljubši skladatelj, če smo že pri klasični glasbi? Ja, lih prej sva se pogovarjala in... Pred začetkom smo imeli ekstenzivni pogovor o Mozartovih operah. In moram reči, absolutno Mozart. Jaz Mozart. sem vedno rad se spopadal z Mozartom in tudi, ko sem začel študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani, je Mozart od nekdaj že bil moj najljubši. Ne vem zakaj. Kar mi je čudno, Ja. ker ogromno pevcev in pevk poznam, ki jim je pa Mozart težek. Ja. Zdaj pa verjetno ali zaradi koloratur, ali zaradi ne vem česa, so te Zaradi- kolorature naravne? Tudi, mogoče tudi, ampak predvsem se jih učiš. No. Vse, kar se tiče petja, se lahko naučiš. Ne. In kolorature treba vaditi, vse treba vaditi. Ne. In Mozart pa nekako piše tako, da je na glas res vse tako napisano, da če poješ tako, kot je napisal, zveni naravno, zveni zdravo in zveni lahko. Ne. Okay. To je mogoče tista težavnost, ki jo skuša Mozart na glasu doseči in jo ti iščeš in iščeš in iščeš in ko jo najdeš, se zaveš, kako je v bistvu lahko, kar je on pisal, če pa si začetnik, pa je vse skupaj to težko, po moje. Mislim, da velja. Nekdo je rekel, zdaj se pa ne spomnim več, kdo sem prebral, da je Mozart za otroke prelahek, Tako, za starejše pa pretežek. Ja, mogoče. Pravi si po duši še vedno otrok na nek To pa način. vedno. Kar se tiče glasbe. Kako zelo se poglobiš recimo pri operi v like, ki jih poješ? Ja. Študiraš celo zgodbo, Celotno, ja. razumeš tega človeka? Mislim, predvsem moraš ga razumeti na svoj način, po moje. In tako kot tudi režiser te upelje in v neko zgodbo, v sceno in skupaj z sopevci, soigravci, ker tudi na odru smo igravci, ne samo Ja. pevci, se ga podoživljaš mogoče na drugačen način, kot ga bi z nekom drugim ali pa z drugim režiserjem ali pa na drugem odru. Ja. Tako da vsakič znova odkrivaš v liku, pa tudi skozi glasbo, kar je zelo pomembno, kaj ti vse ta lik prinaša, kamor te pelje.
Tako da vsakič znova se na novo, se mi zdi, spopadaš in podaš v nek lik. So ti simpatični liki iz Mozartovih oper, pa obljubim, da ne bo nobenega vprašanja več iz Mozartovih oper. Veš kaj, se mi zdi, da Mozartovi tenori so, ne vem, če so simpatični. Meni so vsi liki iz Mozartovih oper antipatični. Ja. Po duši, ker ima vsak ima nekaj za bregom. In Mozartov tenor je, se mi zdi, dosti šibek in kar se tiče karakterno. Ne? Ja. Ni tak močen lik. Ne? Tako da Ja. Jokav, ne? Tudi na nek način, Tamino. Tamino ali pa tudi Ferrando, Così fan tutte. Ja. Niso to neki taki močni liki, da bi energijsko ali pa karakterno nekaj naredili ali pa premaknili. Ali pa Kot Belmonte, recimo, Ja, z Entführung Ja. aus dem Serail. Zdaj pa, dej pejva v tole Cankarjev dom, malo povedati, ker mi je res fascinantno. Kako se je začel, kako je prišlo do tega koncerta v Cankarjevem domu? Ker to je res impresivno. Ja, nekako že eno leto naprej smo razmišljali, da bi se zgodil ta koncert. Lani smo imeli koncert v poletnem gledališču Studenec, tam se pojavljam tudi jaz vsako poletje v sklopu teh domačih iger, ki se odvijajo prav na tem odru. In smo razmišljali, da bi en tak večji koncert ponovno naredili drugo leto. To je bilo letos in pojavila se ideja o Cankarjevem domu. Okay. Mogoče je bila to visoko leteča ideja, ampak na koncu se je izkazala, da nekako je bila prava. Karte šle za med. Mislim, karte ne grejo vedno za met, ne? In karte se mi zdi, da nikoli ne gre vse tako po maslu, kot si ti mogoče predstavljaš ali kot si želiš. Tako da veliko, veliko truda je vloženega, ker se mi zdi, da ni samoumevno. No? Trud in to, kar delaš, delaš z nekim... z neko strastjo, z tem ljubeznijo, predvsem do glasbe in do vseh projektov. Okay. In tudi moj projekt, kar se tiče avtorske glasbe, je v njega oziroma v ta projekt vloženo veliko tega truda. Imel si tudi goste? Ja, res. Raven, Dragomislej Mev, tudi dva plesalca, Andrej Ivković pa Nina Gerič, tako da pa seveda vsi, kar se tiče mojega benda na odru, 4 čelistke, ki jih mogoče ni imel še noben na odru kot kvartet. Four cellos. Ja, recimo. Two cellos na kvadrat. Recimo, se mi zdi, to je bila ena taka mogoče novost, ne vem, ali pa. Okay. Moja ideja je bila, da bi imel res 4 čelistke, ponavadi imamo godalni kvartet. Wow, se pravi, zaradi večjega kontrasta med tvojim glasom pa Tako, med ker čelo je tudi en mojih ljubših inštrumentov in sem želel mogoče poudariti tudi, kar se tega tiče. Okay. No, super. Koncert je bil tudi posnet, bo predvajan prihodnje leto. Tako, januarja. In sem zadovoljen, da je tudi, kar se tiče posnetka, en dober izdelek, kar nas bo vodil tudi naprej. Okay. Je pa bil to zate čustven nastop zaradi ene skladbe. Kakšna je zgodba te skladbe? Predvsem glede skladbe Lemi 2, ja. Ki sva je skupaj z Marko Hrvatinom in tudi z Mitjo Bobičem napisala v tem letu za eno našo prijateljico, oziroma dva prijatelja, ki sta izgubila otroka pred rojstvom. Okay. In nekako se mi zdi, da te teme znamo in moramo odpirati tudi skozi glasbo, ja. Ki nam pomaga mogoče pri premostitvi, nekako, da lažje gremo čez določena težka obdobja. Se mi zdi, da glasba je tukaj močna in nam pomaga in tudi velikokrat prav zaradi te skladbe doživljam različne feedbacke od različnih ljudi, ki mi povejo, da jim je ta skladba mogoče pomagala pri točno določeni situaciji, kar je za glasbenika Kar pomeni, ja. Kar pomeni, ja. Dobiš tak odziv. In prav zdaj sem dobil kurjo polt. Kurjo polt. Pa verjamem, da ne samo ti. Ja. Tvoj album, verjamem, je tudi tvoja življenjska filozofija. Zakaj te je to tako pomembno? Prav nedavno je šel moj drugi album, recimo v enem letu že drugi in smo kar dejavni bili, kar se tiče glasbe in ustvarjanja in skladanja. In verjamem je pa ena taka beseda, filozofija mogoče, ja, ki me vodi v zadnjem času predvsem verjeti v dobro, v to, da te življenjska pot vodi po neki pravi poti do pravega cilja, do cilja, ki si ga mogoče želiš in upaš. In pa to, da verjameš in zaupaš v prave ljudi, v dobre ljudi, ki te obkrožajo in mogoče umakneš tiste, ki ti ne želijo tako dobro. Se pravi kredo. Kredo. Ja.
Tvoj album je pričakal vse obiskovalce Ja. pod stolom. Mislim, vse. Na USB ključku. Nekaj obiskovalcev, ja. na ključku. Pripravili presenečenje, ki jih je pričakalo kot USB. Jaz sem danes te pripravil presenečenje, tle spodaj te čaka en USB ključek. Na njem pa so vse epizode oddaje ta teden s Secretom Godlerjem. Super, hvala. Zdaj, zima prihaja. Ja, bom res pogledal. No. Jaz bi ti priporočil tole. Hvala. Lepa pozornost. Si pa, kot si rekel, študiral zobozdravstvo. Ja. Sprvo. Res najprej sem se podal v ta študij. Si se v ta študij podal z isto strastjo, kot si se v glasbo? Mogoče je bila glasba vedno tista bolj strastna in prisotna v meni že od nekdaj. Okay. Pa je mogoče nisem znal v tistem trenutku povleči sebe. Okay. Je pa nisem nikoli zapustil. Ne. Seveda je zobozdravstvo tudi en poklic, ki ga imam zelo rad, ki ga sem ga, no zdaj ga trenutno ne, ampak sem ga rad upravljal. Je veliko kreative potrebne, se mi zdi, da nekako je povezava in glasba in umetnost in zobozdravstvo. Ako si to delo si imel v ozadju Mozartove opere? Tudi včasih. Si eden tistih. Tudi včasih. Če vidiš v filmu zobozdravnika, kako dela, posluša zraven klasično glasbo. Nisem pa nikoli pel zraven. To pa nisem. In potem, kdaj je prišla ta odločitev za glasbo? 100%? Ja, verjetno že eno leto od tega, dobro leto od tega, ko sem rekel, dajmo glasbo, mogoče zaenkrat malce glasbo, zobozdravstvo malce na stran in glasbo v spredje. In fokus glasbi 100%. Se mi zdi, da če hočeš biti vrhunski na nekem področju, se moraš samo s tem področjem ukvarjati. Tako je. V tako kratkem času ti je uspelo to, kar ti je uspelo. Upam, trkam, Ja. da mi je mislim, in upam, da me še veliko dobrega čaka. No. Predvsem to je moja, se mi zdi, moto ali pa moja nekako vizija za naprej, da delamo dobro čim dlje. Ne. To je kar uspeh. Ja. Mislim, res velik uspeh. Na Melodije Morja in sonca si kdaj tekmoval? 2023 je že. 2023 je Takrat, bilo to. takrat. In zmagal. Tako, S skladbo Torek. tako. In od takrat Pa je naprej bila sobota. je bila sobota. A se te torki takrat držijo kot urok od takrat? Pa veš, da se me. Se te? Se me in tudi vse skladbe, ki jih izdajam, nekako sem opazil, da jih izdajam na torek. Resno? Nekako stvari, ki se dogajajo, mogoče dam več poudarka, glede na to, ker je bila skladba narejena oziroma je naslov torek, dam več poudarka na torek. Ni mogoče bilo to že prej, ne? Ampak ja, nekako se me drži ta torek. Se ti zdi, da imaš še potencijala v tovrstnih festivalih, da bi tam nastopil? Ja. Da bi iskal? Sigurno. Ja. Festivali so tako lepo okno, se mi zdi, za nas glasbenike, ker predstaviš svojo glasbo, ker te ljudje vidijo, ne, mogoče na televiziji imaš to opcijo, da se tam predstaviš svojo novo skladbo, te mogoče ljudje spoznajo, ki te še prej niso poznali. Ja. Tako da festivali so ena lepa odskočna deska. Zame, recimo, Melodije Morja in sonca so bile ključne tudi pri tem, da sem rekel, ok, mogoče pa se bom res samo z glasbo ukvarjal zdaj. Kakšen je pa tvoj pogled na Eurosong, oziroma recimo temu na trenutno svetovno pop sceno? Ja, Eurosong kot mali sem ga vedno spremljal kot glasbeni festival. Ne. Za me ni bil nikoli to festival, kjer je bila v ospredju neka scena ali pa vizualije ali pa tako naprej. Vedno sem se že od nekdaj fokusiral na glasbo, na glas, predvsem na vokal. Meni vokali so bili vedno fascinantni, če so bili res dobri. Je pa en oder, ki mogoče bi me, oziroma me, tudi zanima v prihodnosti ga osvojiti, oziroma osvojiti temo, pa potem Eurosong. Korejski pop? Ne. Tam nismo. No. Okay. Se mi zdi, da pop naj bo slovenski, oziroma naš. Dobro. Je pa Eurovizija en oder, ki ti da tudi nekaj več, ne? Več publike, neko širino, ne? Mogoče, kar se tiče prepoznavnosti in tako naprej. Kako bi pa rešil, recimo, da bi bil, ne vem, da bi prišlo do tega, da bi tekmoval na Eurosongu, pa to, a bi bil brezkompromisen, če bi hotel dajati poudarek na dobri glasbi, če bi ti nekdo forsiral, zdaj moramo pa tle šov narediti, pa plesalke, pa na glavo te bomo obesili. Ja. Ne? Mislim, predvsem moraš narediti nek
kompromis v tem, kar si ti, ne, v tvojem svetu. Ne. Zdaj, če ne bi jaz se počutil v tem cirkusu dobro, se mi zdi, da tudi za samo izvedbo in za glasbo ne bi bilo dobro. Ne. Tako da tukaj moraš najti ten kompromis, kar se tiče glasbe, kar se tiče odra, ne, ker tudi na zadnje televizija je, gledamo ta nastop, ne, torej ni samo vse glasba, je glasba, ampak je pa tudi vizualno nastop pomemben. Tako da nek kompromis mora biti vedno, se mi zdi, kar se tiče odra, ker tudi na vsakem koncertu ljudje tudi gledajo, ne pridejo samo poslušati. To je res, ja. In moraš ti dati nekaj tudi na odru, ne, kar se tiče samega nastopa. Ampak je zanimivo, ker to se mi zdi, ko si rekel, da ljudje danes radi gledajo, tudi poleg tega, da poslušajo, se mi zdi strošek nove dobe, današnjega časa, ker recimo Eurovizija v 50-ih, 60-ih, Sanremo od začetka in tako naprej, je bilo vedno tako, da je prišel pevec, pevka pred mikrofon, odpel svojo skladbo in šel. No, z veseljem bi bil v tistih časih. Bi bilo lepše v tistih časih. Ja, mislim, kar se tiče mene in moje glasbe, se mi zdi, da jaz dajem poudarek na glasbi, na vokalu, ker sem ga vedno dajal in ga hočem dajati. Se mi zdi pa, da tudi odkrivam, kar vse prinaša oder, ne, in kar lahko podkrepi to. Ne. Še vedno glasba mora biti zame, v mojem pogledu, v ospredju. Ja. In vse drugo pa ji pomaga. Ja. Mislim, fajn bi bilo, če bi bil danes še kakšen tak festival, da bi bila res, da bi prišel... Se vsi gledamo Sanremo, recimo. Sanremo je prav tak, še vedno tak festival, ko večinoma, oziroma nekako se mi zdi, v celoti pridejo pevci pred mikrofon in odpojo. Tako, odpojo glasbo. Je nekako še vedno pokaži, kaj znaš. In je še vedno festival, ki je eden najboljših na svetu. Absolutno. Mislim, da je to pač ta največji festival to vrsten, glede na to, da traja v torek, sredo, četrtek, petek in finale v soboto. Mi gledamo našo emo sta 2 večera, pa še ni konc. Drugače pa ti si Primorec? Ja. Živiš v Ljubljani? Živim v Ljubljani že nekaj časa. Koliko si na relaciji, koliko se vračaš domov? Se kar vračam. Se vračaš? Ker imam tudi ekipo svojo glasbenikov, tudi na obalnem koncu, pa družino seveda in se rad vračam. No. Se mi zdi, da čeprav cesta mogoče ni vedno krasna. Odvisno, kdaj se vračaš. Zdaj, ko enkrat september, oktober. Je že lažje. Podvisno v katerih urah tudi, ampak se rad vračam. Obala je vedno bila in bo moj dom. Je pa res, da v Ljubljano sem se zaljubil, ko sem prišel študirati, recimo. In sem tukaj se počutim doma, recimo, kot predstavljam si, da tukaj res lahko delujem, tukaj imam svojo družbo, tukaj ustvarjam. In vedno potem se rad vrnem na obalo kot nek mogoče oddih ali pa izhod nekako. Ne vem. Tako da se mi zdi, da je Slovenija dosti majhna, da se lahko nekako premikamo dosti lahko kot mogoče v kakšnem drugem kraju. Očitno imaš sneg tudi rad, ker na obali ni snega. Čeprav zadnje leta tudi v Ljubljani. Ja, točno to. Gregor, ne vem, če ti je kdo povedal, bele Ljubljane ni več. Odkar sem jaz v Ljubljani, je ni, no. Mislim, je, pa ni. A si ti sneg odgnal iz Ljubljane? Mogoče. Božič se kakor ni več snežen. Pričakujemo kakšno noviteto okrog Božiča? Ja, res je. Se zelo veselimo. Res je. Prav prvično se nekako pogovarjamo in razmišljamo in se bo zgodilo, da bo prišel prvi božični komad, prva božična pesem prav nekako pred decembrom. In ja, je pa nek drugačen podvig in drugačna nekako razmišljanje v tej smeri, tako da se veselim. No. Dragomir Mefu sem že pisal za tekst, tako da upam, da ga že pripravlja. Odlično. Najlepša hvala, da si vzel čas za našo oddajo. Želim ti res sreče v karieri, tako glasbeni kot zobozdravstveni, pa da bi te videl še v čim več Mozartovih operah. Vabljen vedno in ko bom imel kakšno Mozartovo, te pokličem. Najlepša hvala. Hvala ti. Hvala še enkrat. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.